Zadnjič berem na TikToku, ali lahko poveš kako erotično zgodbo. Sem bila res presenečena, torej kaj? Jaz vedno objavljam neke pametne zgodbe, nekaj takega zanimivega, ampak vseeno erotične zgodbe vprašajo. Torej, se mi zdi, da če ženska je privlačna, predvidevajo, da verjetno ima neko veliko izkušnje z nekimi erotičnimi zgodbami. Ampak lahko povem, da veliko žensk, privlačnih žensk, imajo celibat. Ni zaradi tega, da nočijo kakega organa ali da si ne morejo najti kakega moškega zaradi fizičnega stika, ampak zaradi tega, da si želijo nekaj drugega. Nekaj bolj temeljitega, z dušo, s srcem, a ni samo nek fizičen stik. Zato pa s svoje strani ne morem povedati kakih zanimivih erotičnih zgodb, ampak lahko povem nekaj zanimivega, kaj sem opazila na spletu. Gledam Facebook in tam vidim slučajno oglas v eni skupini, kjer ljudi med seboj samo pogovarjajo. Tak navaden oglas in sem bila čisto šokirana, da to tako kot povabijo na nek navaden networking, da en klub, točno ne poznam, kako se to imenuje, da tam skupaj se zbirajo ljudje, ki se imenujejo kot swingerji, torej ljudje, ki se izmenjujejo s svojimi spolnimi partnerji. Torej mož pride z ženo, nekdo drug tudi pride z ženo ali s prijateljico, pa si izmenjujejo s svojimi ženskami pa svojimi moškimi. In tako veliko ljudi v tistih klubah. Seveda me je to zanimalo kot medij, kaj je to sploh, ampak ne morem tja iti, bi lahko vprašala. In sem napisala par ljudem, ki so tam v tistih spletnih stranih, ali lahko prosim intervju. Seveda ljudi si ne želijo objavljati tako informacijo in javno povedati, ampak meni povedali kar tako na skrivaj, ampak so rekli, da lahko o tem govorim v blogu, da obstajajo take klube in to je in na Hrvaškem in v Sloveniji in v Avstriji, veliko različnih držav, kjer ljudi tako se izmenjujejo s svojimi spolnimi partnerji. Ljudje imajo različno motivacijo zaradi tega, to je posebna tema tudi za pogovor, ampak kaj je res pomembnega, o čem pa malo kdo govori. Stvar v tem, da če ljudi se dotikajo en drugega, pozabijo na higieno. Ker higiena itak v navadnem spolnem odnosu je pomembna, vsaj roke ljudi morajo si umiti pred tem, ko gredo en do drugega, ker se dotikajo vsepovsod. Ampak po drugi strani, ko ljudje gredo v tak klub, morajo prvo razumeti, da vsakič, ko en gospod gre od ene dame do druge dame, on si mora zamenjati kondom. Ker če bo z istim kondomom hodil vsepovsod k različnim damam v tem klubu, on pa bo prenašal različno mikrofloro. Tudi če vsi so zdravi, mikrofloro vsaka ženska ima svojo. Zato pa tudi to ni varno, če tega ne bodo kontrolirali. To je prva stvar in ker ženska mora sama paziti o svoji varnosti, ona mora to gledati. Da kondom vsak zamenja, z novim kondomom pride. Druga stvar pa tudi roke. Ker recimo, če obstajajo oralna varianta, tako bi rekla, zadovoljevanja, slina ima antibakterijski vpliv. In po eni strani pomaga preprečiti različne bolezni. Po drugi strani, če gredo moški recimo k dami, gospod gre k dami in njej ponuja svojo roko za zadovoljevanje, probam govoriti fejst inteligentno, ampak tema je delikatna, on pa mora prvo roke si umivati, drugo po vsaki ženski. In drugo bi bilo tudi zaželeno izkoriščati različni antibakterijski geli ali za roke. Se mi zdi, predvidevam, da ko ljudje so v takih klubah, oni ne bodo nikakor sledili taki higieni, če tega ne bo nihče kontroliral. Zato pa, če že obiskujete take klube, organizacije,
bi bilo dobro tudi kontrolirati, na kak način in vprašati zdravnika, na kak način si lahko potem mogoče kake sveče ali mogoče kake tekočine, ki jih lahko daš noter ali zgoraj, če govorim o moškem, zato da preprečuješ različne bolezni. To je resna tema in če mi že tako odprto govorim na spletu o različnih takih strukturah, ki povezujejo ljudi, bi bilo tudi dobro govoriti dovolj odprto o tem, kako si lahko preprečujemo različne bolezni. In stvar ni samo v kondomu, ampak tudi v različni higieni, ki res je pomembna. Tudi bi poudarila na tem, da z psihološkega vidika občasno moški so bolj iniciativni, recimo v družini, da ponuje svoji dami, svoji ženski, svoji ženi, da lahko si nekako popestrimo spolno življenje. In mogoče ženska bi rada si shranila svoj odnos, ampak si ne želi ali ne ve, ali sploh si želi takega ali ne. Tukaj bi svetovala prvo iti do kakšnega psihologa ali do seksologa in malo o tem posvetovati. Ker mogoče po eni strani to nekaj izgleda kot zabavno, ampak po drugi strani to lahko travmira ljudi. In potem mogoče to pripelje do konca odnosa. Torej, da odnos ne bo mogel preživeti take situacije, ker to je, se mi zdi, da psihološko je težko. In raje bi pogovarjati o tem prvo pred tem, ko greste nekam v tako organizacijo, drugo pa, kako pa lahko razumeš, ali ti sploh to rabiš. Ena psihologinja mi je enkrat povedala, da je razlika, če tebe, to lahko povemo o različnih situacijah, ni samo o takih organizacijah ali spolnem odnosu. Če te to zanima in ko razmišljaš o tem, imaš interes in mogoče malo tako ni običajno, ampak kak pa je to? To pa ena stvar. Če imaš strah, če tebi to ni všeč, ne paše, nikakor ne. Ker noben te ne more prisiliti iti tja. Nihče ne more in ne sme ti govoriti ali manipulirati, ker občasno moški tudi manipulirajo, če me imaš rada, lahko greš z menoj tja. Ne. Vaše fizično in psihično zdravje je tako pomembno in je osnova vašega življenja. Zato pa vi ste edini lastnik ali edina lastnica svojega življenja in sami si lahko odločate o tem, kaj si želite, kaj si ne želite. In raje ne, če imate kak dvom.